Ponedeljek je dan za reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Ja, v tokratni oddaji se bomo sprehodili skozi zanimivo življenje našega tokratnega sogovornika, Iztoka Živka. Iztok, Živko, živjo. Živjo. Glede na to, da si starejši in da si dovolil, da te tudi v oddaji tikam, se bom tega držal, ne? Hvala Bogu. Iztok, precej zanimivo življenje imaš in če greva čisto na tvoja otroška leta, ko si mi prej malce pripovedoval, kako je bilo, seveda še bistveno bolj tragično kot v mojem življenju, ampak naša generacija, pa tudi če vi, ki ste bili malce starejši, ste šli kar čez prazen hladilnik, ne? To je čisto po domač povedan, ne? Čez prazen hladilnik je čisto po domač povedan. To je dejstvo, jaz tudi zdaj mojim otrokom povem, da je bila moja želja v mladih letih, tako bom odprl hladilnik, da bo noter, čeprav tista CC ne bom reklamiral, ne, ker baje ni okej, ne. A takrat je bilo to v bistvu nemogoče dobiti, zdaj pa bomo rekli, da je noter sok, da je noter salama, da je noter sir, ne. Tega ni bilo, ne? Običajno je bilo marmelada domača, pa če je bil puter, pa je bilo zelo fajn. Če je sploh bil hladilnik, mimogrede, ne? hladilnik, So bili še takrat špajzi, ne? No, špajza je imela puter, unta strše noter, ne, to je bilo okej, ne, pa v cvirki so se najdli vedno, najdli, ne. Tako. Iztok, v kakšni družini si ti odraščal, kje? Jaz sem odraščal v krasni družini na Marnovi ulici 24. Ko sem bil star 1 leto, smo bili še v Lipuškovi hiši, to je hiša, kjer je zdajle, bom rekel, Tahirović, ta slaščičarna, tam v tem delu, so bili ti Kadrijević, Lipušek in pa Kadri. Ko sem bil star, mislim, dobro leto, se ne spomnim, ne, normalno se ne morem spomniti, smo se preselili zraven džamije v blok na Cesti Zmage. Prvi vhod, drugo nadstropje, mislim, da je bila številka 24, ne vem. In tam smo odraščali do mojega 7., 8. leta in takrat nekje smo se poselili v hišo, ko je oče zgradil na Marnovi ulici 24. Ampak zgodba tvojega očeta je zanimiva, ne? V času druge svetovne vojne je bil interniran v Auschwitz. Ja. Je kdaj o tem govoril? Ni veliko govoril o tem, on je v bistvu bil partizanski kurir. Mladi fantje, moj oče je letnik 26, 27, zapravo leta 41, 42 je bil star 15-16 let, ne. In baje je bil tudi izdan. Jaz sem pošto enem, ne vem, mislim, da celo temu, ko je bil pol streljan na zeleni travi, ko imamo spomenik, da je bil on njegov kurir in je bil baje izdan in so ga pač zaprli. In je bil 3 leta v zaporu, mislim v Taborišču, ne? Ampak v delanem taborišču, tako da nekako mu to je je bila v bilo bistvu njegova prihranjeno. osnovna šola, potem kasnejše izobrazbe in tega, kar je kasneje počel. Kaj pa je delal tam? Je kdaj govoril o tem? Ja, zganjal revolucijo, ne, kot 15 let star pop je zganjal revolucijo, ne, nagramo se tega, nagramo se onega. Ampak tam je bil tudi en iz Zagorja, en železnik, isto priprt. In mu je rekel, Franci mu bilo ime, ne, je rekel, Franci, da je vojne, bo enkrat konc, boš prišel iz zapora, moraš nekaj znati delati. Je rekel, da je nekaj revolucijo, da je uce navijati elektromotorje, nauce delati produkte in boš prišel iz zapora, ker bo enkrat tega konc, boš pač ti bil tisti, ko nekaj zna narediti. Aha, in oče se je naučil tam. Hvala Bogu, ga je srečala pamet in se je potem začel učiti navijati elektromotorje. Aha. Jaz sem imel celo še doma knjigo njegovo Wiklung nemško z Hakenkrajcem štempljem, ko je bila knjižnica, ne.
za vsem teh, da hladne vezave, električne vezave, kako se motori povezujejo, kako se delajo zgodbe. Aha. In kmalu potem sta se oče pa tvoja mama sta se vzela, ne? In prišel je na svet tvoj starejši brat Franja. Franja, ja. Franja je bil leta 48, ne? Nažalost pokojni. Jaz sem bil leta 59, jaz sem bil postržek, ne? Temu pravi postržek, ne? Ti si ono že, ko ni nič, pa potem ti priješ na svet, ne? Mama je pa tudi bila 29-letnica, kako je šla pa ona skozi vojno? 6-7. Kako je šla pa ona skozi vojno? Mama je pa vojno niti, kakor so govorila, ni nekaj čutila. Mama je rekla, da ona, enkrat se spomnim, ki je govorila, da je na Savskem mosti nekaj so se streljali, na Savskem, starem Savskem mosti, in so punce s koljecem šli dol Firt spast, ne? Ker so se nekaj streljali, ne? Partizani pa Nemci. Ampak so šli sam punce Firt spast, da bi kaj resnega naredila in to je bila njena vojna. Je pa šel od mame, brat so ga pa vzeli v nemško vojno, ne? On je pa bil nemški vojak, ne? To je pa stric Jože Rahne iz Ribnika, ki je pa malo starejši od mame, ne? To so bile, mama je imela sestro, ki je starejša od nje 2 let, pa strica, ki je starejši 4 leta, tudi pokojni, nažalost, stric Jožko. Ja, že, ja. Bil je počasih, mislim, da šef v Emoniju v Kisovcu, ne? No, on je pa v bistvu preživel Stalingrad, ne? Aha. Ampak v nemški vojski, ne? In je preživel Stalingrad in je, bom rekel, par let nazaj umrl, ne, 4-5 let, se ne spomnim, ampak v glavnem vsi so imeli teti, in moja mama, in teta, in stric so imeli trdo življenje. To ni bilo življenje poslano drožen, ne? To ni bilo, bom rekel, v potokih, je pa dejstvo, da so vsi naredili svojo hišo. Tudi tvoja družina, ne? Se pravi, in teta Minka, in moj oče, in stric Jože, vsi so naredili svojo hišo. V Ribniku, ne, stric Jože, ne? V Ribniku, mama pa teta pa na Marnovi ulici. Iztok, seveda, ko si bil pa ti v letih, ko bi najbolj potreboval očeta, se je pa zgodila tragedija, ne? Ko si bil star 11 let, ne? Pa mi gre, bom rekel, kocine pogajanja 11 let, ja. To je bilo 13. decembra 1970, ko je prišel en policaj Frenk, včasih zagorski policaj Frenk, ko je parkiral pred hišo, pa tisto leto je smrt kosila po ulici. Prej so bili Lenarčiči, cvetličarstvo, so imeli smrtni slučaj, ki so šli iz Nemčije. Potem je bil Doren, ki je imel silikozo, pa je bilo smrtni slučaj. In nekje smo vedeli, da policaj, ko pride v ulico, je že nekaj narobe, ne? In takrat je v bistvu, smo kar nekje slutili. Mi otroci smo se igrali že 11 let. V sosednji hiši, ko ni bila vseljena, smo se igrali od pobajt. 11. december, mrzlo je bilo, pa so se v hiši igrali. Ki je policaj ustavil pred hišo, smo že naprej vedeli, da je katastrofa. In ko je ta Frenk policaj šel do vhodnih vrat naše hiše, ste vsi vedeli? Je moja mama padla dol, je bilo, ne morem, težko. In jaz... Potem sem jaz sam še letel do strica, ki je bil na koncu ulice, pa do tete, ata je umrl, ne? Bi bila pa to prometna nesreča, ne? Na službeni poti. Oče je pa... Pod gradom Mokrice, proti Zagrebu. Oče je bil pa, dobro, takrat zaposlen v nekdanji varnosti, bil pa je med ustanovitelji tega podjetja, ne? Ja, oče še vedno na slik na vhodu varnosti so ustanovitelji Drame, Živko, Grošelj, ne vem, teh 7-8 ustanoviteljev, ki so iz rudniških delavnic naredili potem podjetje Varnost, TV Varnost. In takrat mu je tisto znanje iz Auschwitza, ne, v tistem delovnem taborišču, kjer se je učil viklarije, ne, prišlo prav potem. To je prineslo znanje. In tam je delal svojo kariero. Direktor ni bil, ne? Nikoli bil direktor. Verjetno tudi zaradi izobrazbe, ne? Zdaj to je tudi dalje, niti ne vem, ne, on je v glavnem je bil, vem, da je bil v kontroli, pa je bil vodja kontrole, ker je pač postavljal ogromno dam še zdaj, mogoče celo še gera dela, jih je naučil, kako se motori rihtajo, popravljajo, viklajo in tako naprej.
Potem je šel po komercialo. Potem je bil komercialo. In je veliko potoval. Niti vodja komerciale. Potoval pa bolj po jugoslovanskih republikah. Do Zagreba pa Jugoslavija, tako v tem delu. Ampak jaz sem bil 11 let star, tako da približno vem, da se je ponesrečil na službeni poti v Zagreb. In bil Pred takoj... novim letom, novoletna darila so včasih bila navada in bi je pelo dol novoletna darila in ga ni bilo več nazaj. Kako se je pa spremenilo potem življenje? Zdaj, brat Franjo je takrat že delal v tujini, Brat je bil v Nemčiji, ja. pa se je vrnil potem nazaj. Ja, potem so se postavili na glavo. Ko Janka tata ni, gre se na glavo, brat je pa enostavno, brat je 11 let starejši od mene, ne, in enostavno so se postavili na glavo. Mama ni bila v stanju, kaj naj rečem, niti dihati, ne. In v bistvu brat se je takoj vrnil potem iz Nemčije, pustil službo v Siemensu. Bilo je v redu, da je dobil službo v varnosti nazaj, ne, da je pač prišel v varnost, ne, tako da saj tukaj ni bilo problema, ne, včasih teh problemov ni bilo, da ne dobi službe, tako da je prišel nazaj v varnost in potem je bil v bistvu moj drugi ata, ne. In takrat ste živeli v zelo skromnih razmerah, ne? Prej si dejal bela kava, pa kakao, pa kruh. To je v bistvu, to je tudi približno blizu tebe, ne? To so razmere, v katerih smo živeli, ne? Tudi ni bilo salam, siru, jogurtu, čokolinotu, ne vem čega, tudi zjutraj je bila bela kava z starim kruhom. Kakšno mehko kuhano jajce? Taka, ne vem, bil je ali pa ne, ampak to je bila klasika. Pa je bilo pa, vemo, ko se je v soboto se je kuhala juha, govedina je šla pol nedeljsko kosilo, petek je bil vedno fižolovka pa palačinka, ne. To je bilo to, palačinka z marmelado ali pa brez, če je bila, nutelle pozabimo, ne, ni bilo nutelle, ne. To so bile te neki klasični knabovski kosili, ne. Če pa kje govedino ostalo, ne, pa potem še esik flajš, ne. Šlo pa esik flajš, ja. Ponovadi je bilo to, ja. Ampak smo bili hvaležni vsemu, ne. Zdaj, mama ni delala, ne, mama je bila gospodinja. Mama je bila vedno gospodinja. In tudi po očetu potem ni dobila, ne, pokojnina. Ti si ti nekaj dobil, verjetno, kot šolajoči otrok. Mama je bila stara tudi 43 let, oče pa 44 let, ko se je ponesrečil. Zdaj, kako je to šlo, meni v bistvu mi ni tangiralo, neka sredstva so prišla, zdaj verjetno po moji strani, ki sem bil kot otrok, pa niti meni to ni bilo to. Se je mama zaposlila? Mama ni nikoli, mama je rekla, samo enega imam in ta je bil ta. Nikoli ni niti... Ja, mislim, zaposlila se pa tudi ni, ne? Zaposlila se pa tudi ni, ampak nikoli tudi ni, da bi se na novo poročila, da bi karkoli, ne. In je vse do, ne vem, 92. leta, ne, koliko je bila stara, živela sama. Skrbela za tebe. Ja. Ti si bil pa kmalu, ne, potem zavezan športu. Nekako si bil, prej si mi povedal, da te kot odličnega rokometaša vabila celo Barcelona, ne? To je, Zapadnik Alojz je rekel, je bil priča temu, on je tudi menedžersko imel zgodbo, od tega ni nič ratalo, šel je nek Špelič iz Litije, je šel, pa ne v Barcelono, ampak v en drug klub v Španijo, ampak v glavnem mene pa mama rekla, kaj sem ti povedal? Prva šola, potem pa rokomet. Verjetno je imela prav, jaz mislim, da je imela prav, ne. Ker če bi šel tudi rokomet igrati, verjetno mi ne bi pogovarjali, ne. Sem star 18 let sem star. In pogodba je bila za tiste čase močna? Pogodba je bila ogromna, niti se ne predstavljam tega denarja, niti mama ni vedela, koliko je to denarja, to je bila pogodba $200,000 od leta 1978. To je čist preveč, to je 2 milijona, 3 milijone, 5 milijona, ne vem, nimam občutka sploh. V glavnem pogodba je bila čist prevelika in tudi smo dali odgovor, da je mama rekla prva šola, pa ostalo, niso niti več pritiskali, tako da... So razumeli. Ampak, ne, prej si bil ti, si se iskal v drugih športih, ne?
rokomet si pa izbral spet v zgodbi povezano s sledilnikom, ne? Ja. To imaš prav, ne. V bistvu začel sem, kot vsi, vsako leto smo imeli svojo sezono. To je bila ulica. Na tej ulici je bil Mahkuc, Klembas, Lenarčič in bla bla. In to je bila ulica, Mulcu enak starih približno leto gor dol. In potem je sezona hokeja, smo si igrali hokej. Pa je bila sezona taroka, smo si igrali tarok. Pa je sezona šaha, smo si igrali šah. Pa je sezona, ne vem, karkoli, vsako leto je bila ena druga zgodba. Za sezona nogometa pa smo vsi igrali nogomet. Ne? In jaz sem šel prvo igrati, mislim, da je bil Javoršek, trener moj prvi, moj stari gospod Javoršek, sem šel igrati nogomet. Na unem zagorskem travnki, kot deč od tega, ki je zdaj, ne? Velika trava, v glavnem tribune, Pred golom, tak je bilo, ne kar je trave. bilo, ne? In ta prvo se bo treba naučiti štopati. Manj tega Javorška ne bom nikoli pozabil. Tisto žogo je imel, to je mogel pa štopati, ne sme se ti odbiti, ne. In to je bilo 3 tedne treninga, samo štopi. Imel je prav. Tisto, da je znal ostaviti žogo, ima kaj igrati nogomet, ne. Jaz tam obupu si igramo gol, ker golma ni treba štopati. Enostavna zgodba, ne. In pa sem bil v golu leto, 2, mislim, da to je bil tam 11-12 let, tam nek. Darko Domadenik obranil. Huj igra, no, ne vem, to so mislim kadeti bili, ako nekaj takega. Tudi vem, da smo izgubili z Olimpijo 35-1, nekaj takega, tisti je bilo adijo pamet in so vsake 5 minut po žogo pa sem jo ven nosil. Pa vem, da je imela Olimpija celo 3 ekipe, Olimpija 1, 2, 3, ne, in to je bilo ogromno ekip. Sem se pa zapomnil tega, da sem Domadenik obranil penal, no. To je bilo tekmo v Litiji, izgubili smo 3-1. Prelogar je tudi igral, Domadenik je igral te velike zvezde nogometa pa. In čeprav smo bili 3-1, ampak sem Domadenik obranil penal, to pa nekaj. To pa nikar To tako, pa nekaj bilo, ne. Je naredil dobro kariero potem pri Olimpiji. Ja, on je bil dober, ne, Ja, in izredno Prelogar je bil dober, dober, ne, oba sta Ja. bila dobra, ne. Oba. To je bilo nekaj, Ampak potem si ti šel k rokometu, ne? ne, ta vrl v košarko. A košak, aha, šel Prvo v košarki. košarko. Vsi fantje so igrali košarko. Jaz sem imel sošolce v razredu, Krofli bil moj sošolc Sandi, in Mikuš Biba je bil moj sošolc, Kajšk, Matjaž. In to so vsi košarko igrali, in sem želel s košarko igrati, ne. Pač, ker vsi igrajo košarko, pa še jaz košarko. Nisem bil talent, popušil sem tam, nisem bil talent, ne. Bila je pa tudi vrhunska generacija, z Mahne Brane tam, Kovač. Lado tam, to je bila generacija, ki je v bistvu bila, mislim, tretja v Jugoslaviji, ki so igrali proti Jugoplastiki v finalu, vrhunska generacija. Tudi že Mlakar, Beno. Mlakar, Toni je mlajši, eno leto, Mlakar tudi zraven bil, ja, tudi Mlakar. To je bila generacija vrhunskih basketašov, ne, in jaz sem na neki probo, mehen sem bil, tako sem ti rekel, ne, bil sem glavo menjši od Krofla, gledam za slike, jaz sem pa v srednji šoli zrastel, v osnovni sem bil pa nižji od vseh za glavo, ne, in potem Biba je bil mojster na žogi, ne, Mikuš je bil mojster na žogi, Mikuš je v bistvu bil pa še Leviča, ne, tako da je vrhunsko igral basket, ne, se ga ti spomniš. Mikuža, Ne. on je bil špico na temo, isto kot Čavč, ne, Krajnc, ta str Čavč, ne, ta mali, ta str. Vrhunski na žogi in jaz sem pa lahko bil samo še bek, ne, da je bil premehen. Konkurencija pa nikoli nisi mogli preveč dati, a si jo izključil, a si jo premagal, ali pa če vidim, da pa ne, pa ok, leto se matraš, pa vidiš, da ni več, pa si rekel, ok, pač ni. In potem je bilo pa v bistvu tako, da se je pa pojavil rokomet. Rokomet je bil pa polhladilnik, tako si rekel. Rokomet je bil takrat organiziran klub, vrhunski klub, pogoji na Partizanu so bili tak, so bili, potem smo Partizana obnavljali, ampak kakorkoli je bilo po treningu sendvič pa ora. Po treningu? Po treningu sendvič pa ora, kar mi je pomenilo ogromno, ne. Jaz sem bil lačen cel dan in da sem dobil po treningu sendvič pa ora, je bilo to nekaj najlepšega, kar se da narediti, ne. Plus tega smo dobili opremo, copate, trenerke,
Ni bilo treba mami kupiti copate, ne. Si jih pač dobil na klubu. In potem že tista zgodba z Barcelono, ki In ne bo potem je šla v ponavljala. Barcelono, je šla pa naprej. Pa to je Ja, bilo pa naprej. Iztok, zdaj šolal si se tudi, ne? Je bilo to nekako logično, da ti je elektrika zlezla pod kožo, glede na očetovo dobro poznavanje elektromotorjev? Tudi brat je električar. Tudi. Tudi brat. Je šlo to In to potem? je pa neka generacijska zgodba, ne. V bistvu je, bova navezala pa na to našo gostilno, ne. Moja želja je bila, ko sem mami rekel, da bi šel za kuharja. Ampak Kaj je rekla? ta šola sicer to meni všeč, ne, to ne bi rad tako povedal, ampak ta šola za kuharje, Keneva, to je bila nekaj kao, a veš, malo nižja šola, no. Jaz pa mislim, da bi bil odličen celih 8 razredov osnovne šole, ne, in zdaj je odličnjak, Za mu kuharja? pripada celo gimnazija, ne, bom rekel tako, ne, ampak gimnazija ni bila za mene, z njega to je brez veze. Imam raje tehniko, ne, ampak hotel sem iti pa za kuharja, ampak res, brez hecov. Iva Ivačič je imel tudi reklame, veš, une, Vegeta, ne, na televiziji, ne, in to mi je bilo meni, jaz bi šel za kuharja. Pa mama je rekla, ne se hecati, ne, ko v uno šolo grejo, bom rekel, uniku niso odlični, ne, da nam Ja. uniku niso odlični, ne, za odličnjake je pa gimnazija, pa tehnična šola, ne. In če so tehnično Je potem. pa šel tehnično šolo, pa ata Štromar, brez Štromar je Štromar. In si to najprej tehnično dokončal, vmes verjetno poleti delal, da si kaj zaslužil? Ja, vsak poletje 2 meseca, zato gledam zdaj, da imam že kar nekaj delovne dobe, ker imam vsak let 2 meseca, tudi bila celo možna delovna knjižica, smo jo dvigli, ne. V varnosti je bila Edita Kudar, je bila na kadrovski in mi je prvo let že odprla delovno knjižico. In imam po 2 meseca vsako leto srednje šole štempljane službe, ne. Se pravi 4x2, 8 mesecev imam iz srednje šole službe. In kje si delal ponavadi? V varnosti, vedno v Je varnosti. bilo to logično, ne? Varnost je bila logika, ja. Od vse, od A do Ž. Začel sem, mislim, da en let sem bil 2 meseca pri Bašlu v vzdrževanju, pa sem bil nekaj v kontroli 2 meseca, pa sem bil nekaj, v glavnem dela, nima veze, Si znal tudi motor zavikljati? nikoli. Nikoli, ne? Nikoli, To pa ne. to pa ne. Ne. No, ampak to ni bilo konec, ne? Si šel potem naprej v šolo? Takoj po tehnični? Na Ja, fakulteto? potem nekaj sem šel na fakulteto, ja, na Ljubljansko univerzo. Univerza v Ljubljani, fakulteta za elektrotehniko, Tržaška 25. Ti puberteta ni stopila v glavo, je šlo lepo? Je? Ja, Je. puberteta pa ne zmanjka, ne, ko pride en mlad pop iz enega Zasavja, ne, V Ljubljano? v Ljubljano, ne, se malo nadel Rolling Stonesa, ne. Tako da v bistvu sem malo počel, ne. Eno leto sem, prvo leto sem študiral, bom rekel tako, pol leta sem normalno študiral, pol leta sem bolj delal, pa gnar služil preko študent servisa pa v živu, ne, malo v živu. In v bistvu, no potem je bilo pa tako, pa je bilo pa konc, ne, in mi je manjko 1 ali 2 izpita, ni mi nekaj veliko manjkalo. Lahko bi celo v pauzi vmes naredil, ne, pa bi šel naprej pogojno v drug letenk, ne, ampak tako smo prej govorili, ni bilo nekaj denarja veliko, ne. In sem pač enostavno odločil, da pauziram do konca in sem šel po 1 leto v službo vmes. Sem 1 leto vmes v službo, šel v varnost, spet normalno, v novo tovarno že tudi, na elektromotorje. In takrat sem naredil, mislim, da 10-11 mesecev, naredil pripravništvo in vse, zaključil, bom rekel, ta osnovni del šolanja. Pa sem ugotovil, da tisti del, ki sem ga tudi opravljal, tam ni za mene in šel nazaj na faks. In potem je pa šlo? Pa šlo. Ja, pa ko te pa nekdo primora, pa gre. Si bil že, potem si šel v vojsko? Ja, Jugoarmija, ja, leta 83. Po šolanju, ne? Ja, po šolanju. Že malce starejši, z 18-letniki, ne?
V bistvu jaz sem bil aprilska generacija. Ne? Aprilska generacija je bila, ko smo bili ta stari, oktobarci so bili pa tam mladi, srednješolci. Jaz sem bil 6. april. A ja, po srednji šoli si šel? Ne, po faksu. Po faksu, ampak si bil že malo starejši, ne, v primerjavi. Ja, 24 let. Ja. Si ti je zdelo kaj naumno? Kje pa si bil? Jaz sem že ščirko staro, Adriana je letnik 81, se pravi, že zdala 3 A ja, leta. ti si se že vmes poročil? Poročil, ja, pa Z Nadi? Nado, ja. Nado. Kisočanko? Mislim, da ja. Da noškova soseda. Kako pa je bilo, ker imam tudi sam izkušnjo, imeti otroka pa oditi v vojsko? Ma ni bilo enostavno, ne? Ampak v bistvu je tako, da jaz, ko sem šel v vojsko, je bil pred mano Kusutine, ne vem, ko se spomniš? Kusutine je bil stanovanjski direktor takrat. On je bil tenkist, ne? Ta kasarna v Beogradu je bila pa artilerija pa tanki, ne? In jaz bil odločen za artilerijo Hauviška 105 mm, ne? Zdaj, verjetno ti bo poslušal, bo težko zastopal, 105 mm kanon. In ko sem prišel 6. aprila v vojsko, si imel vsaj kusogatinete tam pred sebi, da imam vsaj enega približen, a veš, čeprav se nismo veliko družila. Morali, da to v vojsko se kar izgubi, pozna sam verjetno. No pa si šel pa zelo kmalu po 2 mesecih na tečaj za šofera kamionov. Ker si imel B kategorijo in potem takrat je bilo že prepis, da moraš imeti B, če hočeš delati C. In pa sem bil pa v bistvu šofer, jaz tudi dobil tam 150 T11 Tio Sovinca, en boljših tovornjakov, koliko je Slovenija naredila. Haubico 105 dodati preklopljeno, pa vozil sem tudi sanitet pa kampanjole pa te zadeve. Še vedno po Beogradu? Še vedno po Beogradu so. In kaj pa obiski družine, pa ti odhodi domov bolj malo? Jaz sem bil doma, jaz sem bil preveč doma. Jaz sem v bistvu služil generalno, bil sem godišnjak. Aha, to se pravi 1 leto, ne? Fakultete, drugič tudi zaradi ščirke, ne? V bistvu po obeh nivojih sem bil godišnjak. Vmes sem na armijskem prvenstvu igral košarko, pa sem si zvijo gležen. Sem imel 24 dni kučne nege, pa 15 dni dopusta sem prišparil, pa 2x5 dni unga, pa 7 dni nagradnega. Tako da v bistvu generalno sem imel tam 10 mesecev, suma sumarum. 2 meseca pa doma, da si ohranil stik s hčerko pa ženo, ne? Pa tako, vse skupaj, ne. Ampak je vseeno lepo priti domov potem, ne? Edino nekaj je bilo, nekaj je bilo, to pa, ne vem, kako bi to zastopil, ne. Jaz sem šel iz Zagorja, pa sem hodil v Ljubljano na faks, ne. Pa mi je bilo približno ta velikost tega vsega, kot, ok, Ljubljana je taka, ne, Zagorje je tak, on je tak, ne. Zdaj pa si v Beogradu v vojski, ne. In Beograd je leta 1984 presegel 1 milijon. Zdaj se je novi Beograd gradil, kompletno. Spet nekaj drugega. To je bila pot proti Surčinu, ko sem jaz šel v kasarno, ne. To je bila pot, oni so naenkrat delali 300 000 stanovanj tam v tistem delu, ne. Celo Ljubljano so videli v enem leti, ne. In sem prišel v Zagorje, vedno sem vozil Sava Express. Sava Express je bil najboljši vlak, ne, ustavil je sam Zagreb, Vinkovac pa Beograd, ne, zjutraj ob 3 je šel z Zidanega mosta, ob 9 sem bil pa v Beogradu, ne. In pridem tu dol, ko sem pa nazaj prišel, bilo pa ura 9 zvečer, pa imeli 1 uro, ni bilo une motorke, ob 10 je bila motorka za Zagorje, ne, ob 9 sem jo pa glih falil, ne, pa za 1 uro oziroma musti na uni jazden poln postaji Dolgcet predajo, ne. Ja, in na Zagorje, pa grem peš, normalno peš, ne. Ja, je železniške postaje, ja. Ja, kje je Zagorje, kje je Zagorje, sorry, to je bilo ovdje rekord, kje je Zagorje? Pa grem po Zagorju, kje je Zagorje? Ben se zdi, da je Zagorje malo večji, pa ne more biti to sam to, kar je tam dol, ne more biti to, ne. Ena ulica Beograda, ne, mislim, ena ulica, ne, niti ena ulica Beograda, ne, in to mi je bilo tisto, ko mi je ostalo spomini, da sem jaz v Zagorje v mal, bom rekel, večjem spomini, kakor pa ko sem prišel z enega Beograda, ne. Ko vidiš nekaj velikega, potem vidiš, da je to malo. Čeprav imamo več, ko imajo velike. Ampak zdaj si pa še na manjšem področju, ne? Ne, zdaj si kar v Zagorju, v centru, ampak nekaj časa si pa bil malo izven Zagorja, ne? Ja, bivša žena so darila hišo v Pučem Šeniško planino.
Takrat je bilo tudi v bistvu, to so bile leta, ko smo doživeli poplavo kot 30. Aha. Sosedov v Kržižanku je odnesli hišo, če se spomniš tistih velikih nezgod. Takrat je poplavil Zagorski stadion, ne vem, kaj so tako delali. To je bil tisti, bom rekel, velika poplava. Je pa ta poplava lik dobrega naredila. Cesta naredila čez Tesen, v bistvu je bilo vse narejeno, tudi asfalt gor, bom rekel, do moje bivše hiše pa še naprej gor, tako da uredile so se brežine, naredili so se tele, kot so že za braniki, da voda ne dere. Kaskade se mi zdi. Kaskade, ja. In v bistvu so uredili to. Vsaka stvar, po 30 do gor, vsaka slaba stvar je za nekaj dobrega. No, za prvo ženo si imel še potem, imate še sina Iztoka, enega bolj uspešnih slovenskih supermoto, pa minimoto najprej, ne? No. To so tisti mali motori. Ja, sin je še vedno državni prvak uradni leta 2009. Zadnji sem njegovo sliko obesil v klet na steno, eno staro sliko vseeno. In po tistem, ko je Iztok nehal dirkati minimoto, v bistvu tudi več ni bilo državnega prvenstva minimotarda, samo še amatersko je. Je pa atraktivno, na supermotardu je pa se odločil, da bo nehal dirkati. Si rekel, hvala Bogu. Ja, veliko si ga spremljal. Ne, verjetno mislim, da bom kaj jaz na njega ali pa kaj. To so motodirke, to živci grejo, fantje na špic vodijo, dvakrat so mi ga snijeli z motorja, katastrofa. Nora leta, ne? Nora leta, se zvuga z motorja, slekom je kombinezon, razparom je kombinezon, en starejši. To so dirkači tudi do 5, kukar Gajser voz, to so dirkači do 40 let vodijo. Zdaj en mulj 18 let, pa uno 35 let je problem. In mi ga je v Italiji, ali kot v Nemčiji, v Italiji, mislim, da so ga slekli, da mu je strgal kombinezon, da se je pa halo, zakaj pa je meni tega treba. A što je uno, vsi so prihajali, njega ni bilo, sem tudi kuralt, tudi smučarska una. Iz tega prvega zakona imaš tudi hčerko, si že omenil, si že tudi dedek? Tudi dedek sem že, ja. Si že dedek, ne? Ampak si pa tudi na frišno še potem očka, ne? 2 otrok z novo ženo, ne? Z drugo? Ja, z drugo ženo, ja, to pa v bistvu je pa, kaj pa vem, koliko temu rečeva, ali je to sreča, ali zvezda, ali je to slučaj, ali v bistvu s tem novim zakonom se počuti vrhunsko. Bolj ne more biti, imam 2 luštna sinova, ko se lutata med športi, futbalista se jokala, nočeta futbal igrati, zdaj so navdušeni nad tenisom, zdaj sam lopar, pa sam še tenis. Čeprav rokomet igramo, rokomet pa je presep, to si jo podajamo. Sta pa Patrik je star 7 let, Kevin pa 4 leta in imata vse pred sabo. Ko sta ti prva otroka že nekako odrasla, kako je potem, jaz tega ne vem, se potem, sem preizkusil to pri vnukih, ampak vseeno, kako je biti še enkrat ati, oziroma še 2krat ati? Da si moči. Oči, ja. Ko ne rečem. Je drugače? Prve 2 sta šla mimo, Adriana pa isto, ga sploh videl nisem. Premlad, preveč ambiciozen, preveč dela, direktorska posla, fabrike, to untret. Adriana mi je enostavno šla mimo, plus tega sem vmes v vojni, isto v redu zaradi dirk pa tega, ja, drugače pa tudi v bistvu še bolj pa se. Tema 2 se pa zdaj bolj posvečam. Zdaj sta pa že bolj bliž mene moje penzije in zdaj že v bistvu počas se malo bolj posvečam obema. Je res, da včasih kak teden, 2 dni, sploh zdaj, ki je bila korona, pa te zadeve, mi smo bili letos 2 meseca na morju skupaj sami, to nisem mogel, ne Adrian, ne isto, kot je mogoče. Ko je bila korona, smo tudi šli na naš vikend živeti, ker ni bilo nič. Šola je bila nadaljavo in so bili na vikendu in jaz sem bil skozi gor.
In si se na novo učil osnovnošolske zadeve? Ne, to žena obvlada. A je žena? To jaz. Ne. Jaz nisem za slovenščino pa take zadeve. Ne. Ne bolj za matematiko. No, greva pa še na tvojo poklicno kariero, nekaj si že omenil direktor, ampak sej, ta prvo nisi začel kot direktor, ne? Si pa začel v varnosti, verjetno, po študiju, pa po vojski. Mislim, da je v bistvu 5% Zagorjanov dete varnosti. Varnost je bila takrat, ko se spomnim, imela cirka 750 zaposlenih in je bila nosilec razvoja v občini Zagorje ob Savi. Eti mogoče ima 300-400, nima neki. Vedno smo podavljali to, da je varnost nosilec razvoja občine Zagorje ob Savi. To lageš po mojem gleda stare arhive. In tudi definitivno, jaz sem delal v razvoju, ko sem začel delati potem resno s faksom. V razvoju, ki je bil zaposlenih, mislim, da sem bilo okoli 40 v razvoju, inženirjev na deskih, ta starih ibisih, na računalnika, ne. Plus tega je spadala pod nas urodjarna kompletna, ki je bilo 200 ljudi, pa tipsna preškovalnica, pa ekspostaja. Mislim, da je bila suma sumarum v firmi 100 ljudi, ki so delali razvojne zgodbe in delali na tem, ne. Je bila pa varnost nekako podporno podjetje Rudnika, ne? Nekako za Rudnik je delala najprej, ne? Varnost je delala standarde. Varnost je delala standarde za celo Jugoslavijo. Varnost je delala po Jusbaji, je delala varnost standarde. Fanti v razvoju, jaz nek sem bil premlad, sem vem, te stari inženirji, Gračner, Simončič in ostali, so delali standarde, jugoslovanske standarde za zaščito. To je zaščita eksplozijsko varna elektrooprema, ne. Zagreb je bil sedež, ampak... Pa je bilo to bolj za Rudnike, za kam drugam? Ne, kompletna zaščita. To je kemija, farmacija, petrolij, nafta in rudarstvo. Torej, da ne pride do iskrenja? Da ne pride do eksplozije. Laično, aha. Tako da v bistvu... Zakaj si pa šel od varnosti potem? Ogromna baza enega znanja je bila. To je bila ogromna baza znanja. Zakaj si šel? Potem si šel potem na... SIC, ja. Za direktorja? Nisem šel za direktorja, šel sem za vodjo elektroslužbe. Mehle, Bogdan Mehle, je bil vodja elektroslužbe v SIC-u. Vsi ti fanti so zdaj na EVE sodelali v SIC-u. Trampuš, Dušan, Kreže, to so se učili v SIC-u. Glavne v Kovačstvu ne pa še za mano pa prevzeti elektrodelavnico, jaz bil vodja elektrodelavnice, hotel sem nek nov izziv imeti, nekaj malo drugačne. Čeprav moram reči, da tisti prvi občutek mi je bil zelo ful težk, ne. Mi je bilo težko prijeti, ne. Neka varnost, ko je bila multinacionalka, 750 ljudi, vse ono nekaj bla bla, v en mehen SIC 100 ljudi, pa tam neke delavnice od tam, pa nekaj od zadaj. Tako malo je bilo scary movie, no. Pa še skoraj, še vedno ista zgradba, ne? Še vedno ista, ja, še vedno. Ampak dobro, smo preživeli zadevo in potem je bil izziv, ne. In potem je bil izziv, ko je v bistvu Kolčan, August Kolčan, generalni direktor je bil tudi SIZ-a, ne. Ko je Kolčan se odločil, da gre v penzijo, ne. Zdaj, a je to sreča ali ne sreča, ali pa ne sreča, v glavnem se je poklopil s tem, da jaz sem bil tam, vodja elektroslužbe, ki je imela samo 15 zaposlenih. 80 ljudi je bilo zaposlenih v strojnih delavnicah. Jože Vidmar, ki je zdaj TTO vodja, je bil tudi tehnični direktor firme. In je bilo enostavno, kdo bo direktor SIZ-a. Ampak bil si po tistih... In so dali mene, ki je naprej, ne Jože Vidmar, ni hotel biti ne Pečnik pokojni, Alamo Vera, ni hotel biti noben, isto živo, ko bo 80 let star mulj, 29, ko sem bil star, ta bo direktor, ne. In potem je treba nekaj imeti, da to pač vzameš. Je bilo to še pred razpadom Jugoslavije? Pred Juga, ja, to je bilo 19. Tudi verjetno taka kritična leta za gospodarske družbe, ne? Izguba trga, ne? Ampak takrat ti noben tuhto, da bo Juga razpadla, ne. Še ne, ne? Leta 19 noben tuhto Juga razpadla. Kako si pa ti sprejel ta razpad Jugoslavije? Ta prvi se je kompletni trg podaril, ne. Mi smo delali tudi Kučevo, Preševo, da Preševo je celo, Preševo je v južni Srbiji, ampak ti smo mi delali celo v Makedoniji, ta del kamnoloma, ne.
delali smo za Gori novo separacijo, novo drobilnico, delali smo mlevnico dol na železniški postaji. Zdaj si imel tudi ogromno dela, vsi si imel ogromno dela. Ampak to je bilo vse v tem obdobju 98-99, pa Juga Graja. Jaz sem to vem, tudi smo delali Tubo v Ljubljani, tu se spomnim vojne, en mesec vojne. V Ljubljani delamo Tubo. Gruden Zagorjan je bil tudi direktor Tube Ljubljana. Mi smo delali pa neki stroj za avtomatizacijo pa za urejanje teh tubic. En kup enega kolesovja pa tega. In tudi kompletne inštalacije in vse. In takrat gre tudi eden, po mojem, najboljših štromerjev, kar jih je bilo za Gori kdajkoli, Lojzi Drnovšek, je šel na montažo v Ljubljano. In pride ob 10 nazaj, pa pravi direktor, ne moremo Tubo. Kaj ne moš v Tubo? Tam so tanki, čez tam je to, čez tam, ne vem kaj čez. Si koloj zasti za gore ali si spavral? Ja. In to. No, si ko pa 5 po njivih, pa pride v Tube, pa zmontiraj. Kjer pa mi to Baculen ga dal? Je rekel, Lojz, a se hecaš ali res mi? A to kjer ustrelo, bež mi kje pa zmontiraj, pa zaključ, da mu daj fakturo, da mu Culen ga drug mes. Da bi ti je navdal. In je šel in naredil, A veš. Zdaj, jaz si nisem mogel privoščiti, veš kaj, gospodarstvo je gospodarstvo, Ti ne moreš, zdaj je vojna, 2 meseca doma, ampak plačal rabš, Kako si pa sicer gledal na samostojno Slovenijo? Pa če zdaj pogledaš 30 let nazaj, je to, kar si mogoče sam želel? Jaz sem si želel samostojno Slovenijo. Pa mogoče malo drugačno kot zdaj, ampak ko pravijo, narod si piše sodbo sam, državo imaš tako, kako si zaslužiš. In v bistvu ni vse, bom rekel, ni vse lepo, ni pa tudi tu grdo, kar bi mogli biti. Kar sva malce prej se pogovarjala pred snemanjem, ko se spomniš na tiste čase svojega odraščanja, je zdaj... Je to Amerika. Mislim, itak je Slovenija Amerika za Ameriko. Amerika nikoli doživela tega, kar ima Slovenija. To vemo vsi. Včasih smo malce preveč tudi kritični, Ja, pa... Pa se, če si kritičen, greš naprej, Jaz si rekel, da je to že skozi govorim, pa skozi ponavljam, tudi, bom rekel, županom mojem, pa ne vem, kjeremu so, majhna je meja med demokracijo pa anarhijo. Hodimo po noževi konici. Desna anarhija, leva demokracija. In to, kar se zdaj dogaja, je bližje anarhiji kot demokraciji. Rajemo demokracijo, normalne pogovore. Zdaj, če na drugi strani ni tisto, ko zna normalno govoriti, ima tudi druga stran tistega, ko zna normalno govoriti. Jaz Grimsa rečemo sovražni. Grimsa Adolf Hitler, pa Grimsa, ko je že on Goebbels, pravi nek kojn. On, ko govori, on naučen, brez tona, on govori, zdaj sem ga gledal včeraj zjutraj posnetku ene seje, on govori brez tona, on govori naveličan, on je najpametnejši, on sploh misli, da je najpametnejši na tem svetu. In to ni človek za pogovor, on ni za dialog, on ni človek za dialog, on je človek za razbijati zgodbe. Mogoče celo doba dečkov. Najdeš tudi na drugi strani podobne? Tudi na drugi strani so isti, samo kje gremo. In zdaj je tukaj naloga politike pa je, da najde na obeh straneh tiste, ko se znajo pogovarjati. Vsi vejo, kjer se znajo pogovarjati. In leva in desna ve, kjer se znajo. Dati mi je treba priložnost, Treba je dati priložnost, pa se bojo pogovorili, pa se bojo zmenili in bo to. Se strinjam. Iztok, pa greva še na podjetništvo zdaj malo, potem, ko si zaključil z delom pri Sicu, si šel kam? V ETP. To pa je? Letotehnično podjetje Kranj. Kranj. Tam si bil eno leto? Dobro leto? Leto pa pol. To je bilo v bistvu ena medfaza. Jaz Sica ne bi nikoli zapustil, če ne bi bilo nekih problemov med vodji.
In kako pravila, moja mama bi rekla, pa ti bi rekel, pa star knapi bi rekli, mi dvigali pokrov, pa si go, ko vas, Ja, in si šel. grem. Ne? In potem do vseh vodi Siza, ko bi lahko bili od Kovač Soneta, ki ima vode elektroslužbe, do tega Joška, ki je še bil vedno vodja strojne službe, pa do ne vem, kjerih je prevzela vodjo Nena Rancega, resnik. Ne? Ne vem, kot financer je pa bila generalni direktor, imela je malo smola, da je šel pa sicer v stečaj, ampak to ni zdaj stvar tega, da jaz niti ne vem sam, da so šli v stečaj, nažalost. Ti si bil Jaz tam. sem šel pa v ETP, ker me je kolega z ETP-a iskal, da pridem gor k njemu, da bi eno k njemu, on me je moril 1 leto, da bi v ETP. ETP je bil najmočnejše inštalatersko podjetje v Sloveniji. 250 zaposlenih, delal se je Merkur, Špar, vse, elektro in strojna inštalacija. Ne? Zdaj je v redu, mogoče pa to izziv, pa grem probat zadeva. Ne? Ampak upozorilo vsem, ki bi to oddajo poslušali. Mi smo gospodarji na svoje zemlji, na Gorenjskem pa nismo. Ne? In jaz sem bil tudi v periodi, glih, ko je moja hčera šla v srednjo šolo, moj sin pa v osnovno šolo. Ne? Adriana isto so 9 let narazen. In jaz sem bil potem v fazi, da Nada, bivša žena, je bila brez službe. Zdaj prodam hišo in grem na Gorenjsko. Ne? Nimam kaj izgubiti. Žena brez službe, otrok gre v osnovno šolo, on pa v srednjo šolo. Ne? Kranj je pa baza, univerzitetna. Ne? In gremo na Gorenjsko in mi je rekel direktor Pariato, ne? Ti ne svetujem tega. Ne? Tako, ne? Ško je rekel, kako noš Gorenc? Čakaj malo, ali se heca z mano, ali to mi resno razlagaš, ne? Ne, resno, ne, rekel, vse v redu, ampak bi rekel, jaz na tvojem mestu tega ne bi riskiral. V Zagorju je neka oseba, neka persona, v Zagorju te poznajo, mislim, a veš, ne, na Gorenjsk. In si ga poslušal. Ja, in nisem šel pač. In si prišel nazaj v Zagorje in ustanovil to firmo, kjer stojimo, ne? Ta firma je bila že leta 90 ustanovljena, ampak takrat se je zgodilo, da so imeli neke, ne vem, interne probleme, neke zgodbe. Borudan Novšek je prišel gor v ETP, Borudan se poznava že pri Svarnosti, ne? Še prej. In je prišel v ETP in je rekel, da bi se z mano pogovarjal, če pridem v Zagorje. Da ima probleme z upravo TV varnost elektronika, ne? Pa se pa to, veš, ta usoda piše zgodbe, ne? Pa se pa glih so upadali to, ne? On pravi, da ne je na Gorenjsko, ker nisem Gorenc, ne? In bolj pride v Zagorje. Nazaj. Ja, in sem rekel, v redu, lej, najbolj, da kar grem, ne? Tako sem pa šel v Zagorje in zdaj sem že tla, 15, 13, leta 95. Zdaj si lastnik tega podjetja? Solastnik. Solastnik. Koliko časa si pa že direktor? Misliš, skusali Te TVL-a? Ja, TVL-a. Imeli smo že 95. Aha, od 95. leta naprej. Pa od 88. Kako pa je šlo, s čim ste se ukvarjali, pa se ukvarjate v tem podjetju? TV smo spravili tukaj daleč, da jaz sem prišel v 13 zaposlenih, ne? V promet je bil $500 000 mark, se pravi 250 €. Zdaj v firmi je z gostilno red 40, turnover bo letos blizu 3 milijone evrov. Vmes smo imeli še nekaj izletov, Bosch Siemens pa tako naprej, pa smo s tem nehali. V glavnem je TV gre v smeri, da je številka 1 na plinu, na teksi plinu, A je to na simbolika, eksplozijskih, toksičnih je in to ostalih. simbolika tudi te maskote, ki je delal Jožo Ovnik, lokalni Ja, to avtomobilski je umetnik? simbolik. Zdaj, Tole je auspuh, ne? Tole je rekel Jože, da je auspuh, ne? Auspuh daje plin, mi pa kažemo, kak plin je tam. in s tem se ukvarjate v To podjetju, je naš key business. ne vem, Ja. za monoksid, Vse, za... metane, pline, eksplozivne pline. Kje to pride prav? toksične Zdaj pline. v stanovanjih, kjer so odprta gorišča, ne? Če gremo v štarti, mi pokrivamo, bom rekel, prvo kompletno kemijo v Sloveniji. Krko, Lek, farmacijo, Petrol, OMV, Helios,
kjerkoli je možno zastanka eksplozijske atmosfere. Premogovnik normalno še tak je v Velenju, pa tudi Trbovlje smo čas pokrivali. Pa še nekaj premogovnikov v tujini, ne vem, Rudnik Breza v Bosni. Bosno, celo Turčijo, Kazahstan, Rusijo, Vietnam, da nekaj začenjamo. Tako da v bistvu rudarstvo v svetu bo živel, to so debatirali, rudarstvo v svetu bo živel, ne bo pa v Sloveniji pa ne bo več, ne vem, kako če pač bo. No. Je pa druga stvar, je pa 3 programe imamo, to je pa domestik program, je pa domača uporaba. To pomeni pa senzori monoksida, plinov in to v tvojem stanovanju, v mojem stanovanju, v privatnih stanovanjih. To je pa pač domestik eno od področji. Pa tudi mislim, da ti števci porabe energije na radiatorjih, kako? To imamo, ja, to delamo, v bistvu sam to je v zasavske občine, pa Gorenjske, Kranj, Tržič, pa tam. Iztok, zdaj vse te izdelki, ne, tu v podjetju je tudi proizvodna, ne, je to lastna pamet, kako je to? Je to kopija? Ni moja pamet, mojih razvojnikov, ja. Tako? Ja, ne, to je lastna pamet. Vse je lastna pamet, tako da mi imamo razvoj močen, 5 fantov vrhunskih, še 2 sta zraven priključena zraven, tudi outsource iščemo, ne, zunanje sodelavce, ne. V bistvu vse, kar je dizajniran, dizajn tevel, vsa proizvodna tevel, in polagane tevel in končni produkt tevel. Danes sem v delu, se mi zdi, prebral problematika v avtomobilski industriji. Renault ima probleme zaradi elektronike, ne? Ni. Razne diode, tranzistorji, kaj je s tem? Čipo ni, ne? Čipo ni. Čipo. To je nekaj, kar sem govorila, to je globalna politika povezana s COVID-om. Kaj so pokupili? So veliki faktorji to pokupili, ko so... Niti ne tako velike, ampak Nemčija je v bistvu izgubila zgodbo, ko je nehala, pa je pustila proizvodno čipo posel v Malezijo, v Kitajsko pa tam okoli. Kitajci prevzemajo market z surovinami, ne. In da v bistvu jaz lahko vse kupim, sam mi smo imeli nekoč, so pregovorila, kalkulacija 1,2 evra po komadu, zdaj pa 15 evrov. Eni so pač pokupili vse. Ti lahko zdaj Subaruja dobiš brez števca, ker ti ga ne dajo in ga moraš prevzeti. Kolega je rekel, da je dobil Subaruja s prazno luknjo, ker nima displeja, ne. Škoda hoče razmišljati spet nazaj, da šla na analogne, ne na digitalne. Ker analogno zna vsak narediti, ne. Mi smo stare načrte z leta 1984 začeli ven vleči, da vidimo, kako, da bi slučajno kje bilo narobe, da lahko začnemo z načrti iz leta 1984, še ima nič digitalnega, ki je še vse bolj analogno, da imamo backup v proizvodnji, da lahko naredimo produkt, ker mi se ne moramo hecati, ne? Mi imamo pline v nevarnih atmosferih. Jaz ne morem reči, zdaj pa nimam čipa. Ker ko Subaruja proizvaja, bo rekel, ok, nimam čipa, pa vzem avto brez displeja, ne, pa se voz, ne, še vedno voz, ne. Jaz pa reči, halo, nimam čipa, ti, ker me je rudnik odprt, ne, plinati in pa miru po enkrat, ne morem to reči, ne. A veš, to mora delovati, jaz delam varnostno opremo, ne. Istok, a je da to napaka tudi celotne Evrope, pa tega razvitega dela Evrope, da je to proizvodno teh elektronskih naprav pustila, da so jih začeli delati, ne vem, na Kitajskem, Malezija, ta recimo tretji svet, ki nas zdaj na nek način prehiteva, pa nas na nek način tudi izsiljuje z višjimi cenami, ne? Jaz nisem za neki globalni, ne, nisem neki, ne vem, ima križ gor, pa nisem neki iluminator, pa neki, ne. Delajo se napake, v bistvu nekdo očita Merklovi, ne, da je delala 200 let napako v Nemčiji, ki pošle zdaj ven, ne. Pa, kakor vem, Nemčija hoče narediti fabriko čipov, ne. Samo to ne moreš postaviti v enem dnevi, tako ne moreš postaviti termoelektrarne v enem dnevi, ne. Tako da v bistvu tla bo je velika lomljena, ne. Zdaj, kdo bo tla popustil, ne. Zdaj, globalni svet, jaz mislim, da je tla Amerika z Trumpom pa z Bidenom, mi bi bil všeč niti Trump, ne, tukaj ta Biden je pa po moje faljana zgodba. Amerika je izgubila vse. Amerika je izgubila Afganistan, je pokazala, da je slaba.
ker se mene tiče globalno Američane, no več sploh vprašal, kaj se gre. Kdo so zdaj Lahko Kitajci, mahajo tlele Rusi? po Evropi. Ma niti ne vem, če so Rusi tu, ker Putin hoče obvladovati svoj konc, tisto rusko zgodbo, ki je imel, ne. Mi ne gleda bolj na širok. Tlo je Kitajska, ki je pobrala celo Afriko od surovinami, ko pobira vse okoli in okoli. Kitajska zakuplja zaloge železa za naslednjih 5 let. V bistvu, zdaj je nenormalna cena, mi nismo proizvodna strojnih delov, ne, imamo podizvajalce, ampak zdaj je cena stajne stila, se pravi prokroma, skoraj na isti ceni kot železa. To še nikoli na svetu ni bilo, ne. Jaz vem, sem bil v Sici, no, da pa gremo v Sic, ne, je bil želez eno marko, ne, prokrom pa 3. Zdaj pa 1,1 skoraj. To ne more biti res, ne. Samo to Kitajci, ko ima še enkrat tu, ne vem, kdo korigira, bom rekel, zlato na svetovnem trgu, ne. Ponovadi so ga Indijci korigirali, ne. Indija ne pusti zlata ven iz Indije, pa Indija kupuje 100 milijardov, pa pol ljudi kupuje zlato, kot da ga če, ne. In korigira cene zlata, ne. Ampak mogoče Kitajci korigirajo. Se pravi, nisem iluminat, ne vem, kjer to zgodbe dela, tudi ne vem, kjer tabletki industrijo potra, ne. Kaj pa se to prinaša nam, navadnim zemljanom, podražitev življenja? Cene vidiš, da rastejo. Jaz nažalost na srečo ne hodim trgovino, moja hod šopingiran. Jaz se vidim vsak, naredim sobota zjutraj tržnica, solata, zelenava, pa ne mojem prijatelji tam slovenčki, ne, pa magnem kakšno banano, hunje drugem prijatelji kup, pa majh slavci bo meso, to je to. Drugače pa žena hodi po trgovini. Sam prav, da je košara, ker v navadih imamo da isto stvar kupa, ne. Tukaj jogurt, tukaj tega, veš, malo tega, kakor salamo, sirček, to pavšalno, cca 50% gor dol, ne. Je zrasla cena za 30%, ne. No, sej v proizvodni pa tudi, ne, za rezervne dele oziroma za komponente, ne. So se pa stroški povečali, samo končne cene nobena ne zna. Končne cene pa ne zna noben, ne. Da bi jaz rekel, da pa, fante dragi, da bomo pa ceno dvigali za tuk in tuk, ne, pa ne gre, ne. Mi pa ne moramo tega narediti, ne. Je dobro, da se mi poslovimo tudi od termoelektrarne Trbovlje, smo se že od termoelektrarne Šoštanj, kar se veliko govori, da se poslovimo od svojega edinega premogovnika, kar nas nekako zavezuje ta okoljevarstvena zakonodaja počasi. Kaj to pomeni? Pa če izgubimo še jedrsko energijo, potem bomo odvisni čisto od trga, od zunaj? To je zdaj debata, ki se jo malo imela. Zgodba o tem, da bo v teh cajtih do 2033 še 2 vlade zamenjale ali pa 3, ne, tako da Bog ve, kjer bo novo belo knjigo napisal, ne, bo razmišljal. Ne vemo, kaj bo ratal. Mislim, da je bila ena dobra zgodba bila napisana, oziroma kolega mi je rekel, ki je malo drugače razmišljal, da smo 650 mega naredili preveč optimistično elektrarno zato, ker nimamo backupa od zadnji. In kaj? Ker če 650 mega izpade, potem imamo samo backup v Brestanici, ki je 120 mega, pa 2 plinske v Trbovlji, 2 kofermalna po 30. Se pravi, nimamo čistega backupa, če se održiva samo termoelektrarna, ne. Se pravi, če bi bila 400 mega Šoštanj narejena, mislim, da je naslednjih 50 let. Ker postavimo samo še eno Brestanico zraven, oziroma mislim, da je v Kidričevem bil plan zaradi Taloma, da se postavi še ena plinska 120 mega in bi imel backup, če pade ven, da pokriješ približno, pa še nekaj majhega voziš, ne. Pa pozabimo nuklearko. Se pravi, 650 je bila malo preglomadni projekt, mogoče bi mogla biti 400, ne. In dobro, zdaj imamo, kar imamo, to imamo 600, ne. Je pa vprašanje, kar se mene tiče nuklearka, drugi blok postaviti bo tam 2050. Ne moramo ga, preden dobimo dovoljenja, pa na dovoljenja, pa vemo, da se bojo Avstrijci obesili na nas, pa lahko Avstrijci zahtevajo, da nas smemo imeti, ne. Že na to so živčeni, da pa še ne bojo hvatili imeti. Tako da to je to. Šoštanj 2033, ne.
mi je bilo nekje rečeno, da bo še premogovnik Delo? deloval, that time. Pomeni potem uvoz premoga iz Nove Zelandije. Ker lahko pa samo na lignit deluje, ne? Ker je tako... Lignit, ja, to je lignit. Zdaj pa ti si dejal, koliko premoga porabi letno lignita? 3 milijone ton. In sta potem računala, koliko kompozicij iz Kopra do Velenja. Tako da v bistvu je to, mislim, da je veliko se govori, veš, da je politika včasih taka, veliko se govori, pa se meni naredi, ne, pa se pa usedejo za mizo, pa malo porovnajo zadeve, no. Veliko je tudi energetika, je zelo stvar politike, ne. Veš, da politiki skočijo na energetiko, ker je najbolj občutljiva tema, ne. Sem pa prepričan, da slovensko sonce ne more zadovoljiti potrebe, slovenski veter ne more zadovoljiti potrebe, srednja Sava lahko naredi določeno razliko, sam ta zdaj Sulca lovimo, kako delamo, ne vem, na srednji Savi, ne vem, a bomo naredili te hidroelektrarne ali ne. V bistvu Slovenija so mogla enkrat odločiti, ne, to je spet tista meja demokracija, anarhija, veš. Aha, zdaj en Sulc tisko pomeni neki, ne, a veš, pa uno, ko imamo tisto Greto, ne, se za Violam pripelje na miting, ne, a Violma pa ne vem, koliko je spustil, pa peš pa skoli jaz sem pritke, ne, če si že tak ekolog, ne, ena mala Greta, koliko je stara, 18 let. Ja, Tomrk, ne. Ja, se pripira s privata Violam, kjer na miting, kako pa razlaga o okolju. Peš skoli jaz sem. No, pa mimo grede tudi kolo, da ga nekdo naredi od železarne. Tudi rab nekaj, ne? Mislim, na koncu, da je to never ending story, ne? To je bilo, ko mačka lovi svoj rep. Razno, če bi nagi hodili, ne? Pa še vedno bi nekaj jedli, ne? Pa je eden s to hrano pridelal, ne? Tako da, ja. Tako da v bistvu, kar se mene tiče, Slovenija ima to, veš, tretjinsko zgodbo, tretjina je nuklearka, tretjina je Šoštanj, tretjina je pa voda pa ostalo. Zdaj, če damo v nuklearko, ki je tudi na unem že, ja, ne, pa bomo mogoče spet podaljšali, pa da rečemo, da smo spet na 2,33, pa je Šoštanj 2,33, se pravi, da nam do leta 2,33, ker je zelo bliz, ne, 3krat gremo spat, pa bo 2,33, ne. Ja. Bomo ostali samo na tretjini proizvodne preko Save, Drave, Soče pa tako naprej. Ker je pa nemogoče. Potem smo pa odvisni in potem ti pa lahko čisto vsak reče, ne bom ti dal, to loš naredil. Ne bom ti dal, to loš naredil. Za toliko ti bom dal. Ja, to pa je pa, vse imajo Bosanci, imajo rudnike, Srbije sem zdaj po zadnjih novicih, bojo odprli 6 novih rudnikov, pa postavili nove termoelektrarne, pa jih ne briga ta okoljsko dovoljenje zastopš, ker vejo, da Evropa lahko diktira te zgodbe, samo ko pa ti odvisno od njih, ker ne boš, aha, jaz se zdaj bojim okoljskega dovoljenja, pa ne bom postavil elektrarne, zato ker imamo CO2 izpuste pa te zadeve, v redu, ne? In zdaj jaz tega ne naredil. Ampak potem sem pa odvisen od tvojega rura za plin, ne? Unga ruskega, ne? Pa Putin unstran za šraufu, bo rekel, tukaj boš plačal za njega, če boš hotel. Ti boš imel pa elektrarno na plin, ki je čista, ne? Ni tako preprosto, ne? Ni tukaj enostavno, tukaj je treba, da bom rekel našim politikam globoko glavo v roke, pa tem ekologam, da se malo hladijo, ne? Pa da v bistvu, kako so prej govorila, vetrnica pa sonček, ne? Koliko energije treba, da takolo sončo naredi? Pa kdo jo bo pa recikliral? Ni vse zlato, kar se sveti, je moja mama rekla, ne? Pa to, kar drži, ne? Tale zmaj se tudi že ves čas sveti, to je tudi lokalni umetnik Šiles, ne? Samo Šiles, ja. Samo Šiles, kar podpiraš lokalne umetnike, ko gremo pa po stopnicah, ne? Do tvoje pisarne, do tega prostora, pa lahko občudujemo slike Milana Razboška, še enega lokalnega umetnika. Milan Razbošk, moj sorodnik celo, veš, generacija moja, letem 59. Samo Šiles ni generacija, ne je mlajši. No, pa Milan je še celo v varnosti delal tako kot ti, ne? Je bil celo v komercialu varnosti. Ja, no in on, to je ena posebna zgodba, ne, tega, kar vidimo po hodniku. To je bila zgodba X-Knap. Kako? X-Knap. Se pravi,
X je X-industrija, X-zaščita, ampak X pomeni tudi X, da si več knap. Ne? In tudi zadnji šiht. In cela ideja je nastala iz tega zadnjega šihta X-knap, to je galerija X-knap. Mislim, da je Multima potem oblikovala cel katalog. Milan, mislim, da je to razstavo že vozil po Velenju, po Idriji, pa ne vem kje. To je življenje rudarja v 25 slikah. V bistvu se njemu je delal kot strip. Si ko Milan nariš strip. Zjutraj, ko se zbudi, drug zvečer, ko gre spat. Vmes je na kibel, pa če greš videti. Vse je strip na steni. Pa Perkmantel skače po njem, pa take zadeve. To je pa, te tri so pa, zadnji šiht je pa separacija, ki je umrla. To je pa, ti vidiš iz svojega stola, ne? Ja, to, ko vidim svojega. Malo računalnik, se pa malo spočiješ, pa pogledaš ta zadnje knape, ne? Nimam glih, ker je za moje občutke Milan včasih malo prečrn riše, ne? Malo bolj svetle barve bi lahko koristil. No pa se imaš ekran na računalniku svetlo, ne? Ja, malo bolj svetlije. Pa se vam sliko od žena od zadnje, pa mi že to posvetli. Pa je še to, ne? Iztok, lej, seveda nisva vsega povedala, ne? Nekaj sva, nekaj si. Hvala ti za vse, kar si povedal. Energije imaš še, ne? Do penzije vsaj, ne? No, v bistvu le bi šel do penzijo, ne? Pa boš podaljšal? Pa so rekli, da me ne dajo, ne? V bistvu je pa tako, ne? Koliko sem mladega počutiš tako, ja, ne? Tako da mislim, da še vsaj 5 let bom lahko aktivno delal. Bom pa občutil, da se mi pa resno oddal več, bom pa prav cajt povedal, da ne bom več. Na malco ali pa na kosil hodiš pa v svojo gostilno pri ribniku? Mislim zelo malo, jaz kuham rad doma. Aha, ne, mislim, ne pripeljejo? Vidim, da vozijo. Ja, če naročim, ponovadi sam kuham. Aha, sam kuhaš. Redko naročim. Pol je ta ljubezen do biti kuhar še ostalo. Kuham. In je žena zadovoljna, ne? Pri meni je, če tako gledava prej, lahko vprašaš tisto, kaj pa Adriano, ko sta prišla tam malo domov, sta rekla, kdo je kuhal, oči ali mami. Mami, nova jedla, sta šla domov. Oči sta se takoj usedla za mizo. Pa se ne hecam. Veš ko, moški smo tak, da se bolj posvetimo kuhni, ne? Jaz naredim plan 2 dni prej, pa napišem seznankom na tržnem skupu, pa to skupaj daš in potem nekaj narediš iz tega, ne. Žene pa pač morajo kuhati, ne. In se ne posvetijo tukaj temu, da bi nekaj danes bo pohanje, pa bo to, ne, nič ne tuhtajo nekaj, ne. Ona pač, ne, se opravičujem, če v kjera narobe razumela, ne, ampak bolj ko ne žene, pač morajo nekaj skuhati, ne, pa niti jih, tukaj da nekaj, že vse imamo kot otroci. Sploh v teh naših knapovskih koncih, ne, bilo tako, ne. Ja, mi pa malo več duše damo to, ne. Ja. Duše. Vložimo, malo več se trudimo. Vse ti delaš tako, če delaš na polno, ne na pol, ne? Tudi od roke. No. Ja, rad imam, da naredimo zgodbo, vse kar je, da naredimo tako, kako mora biti. No. Naj ti še kar naprej uspeva, Iztok, hvala ti. Igor, hvala. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.